Sporočilo 6. meseca. Sama forma v tem mesecu ni napredovala zaradi obilo dela na smučišču, napredovale pa so tehnike in pa določeni podvigi. Kaj če tudi za šport je treba denar. Zdaj, zjutraj, ko sem smučal, sem moral najprej v bistvu se spustiti po progi navzdol in preveriti delovanje vlečnice. Po drugo rundo, ko sem se pa peljal dol na delovno mesto, sem si pa vedno privoščil eno tako dinamično vožnjo. Včasih celo toliko, da sem zgubil kontrolo. Zdaj seveda to sem si privoščil zato, ker sem vedel, da je takrat smučišče še zaprto in da na njem ni ljudi, tako da takrat sem si pol res dal duška. Moj osebni rekord je bil 85 km/h. To je bila najvišja hitrost, ki sem jo v bistvu lahko dosegel na smučkah. Več mi nekako proga in razmere niso omogočale, ampak že to se mi zdi v bistvu kar ena taka lepa številka. Kar se bordanja tiče, sem želel prevoziti celo progo Zlate lisice. Ja, to sem želel izpeljati na nočni smuki, vendar je bilo smučišče takrat že zaprto, zato sem šel po zaprti progi. Mislim, da za začetnika to ni bila ravno najboljša ideja. No, kljub vsemu mi je uspelo srečno priti v dolino. Mogel sem se peljati zelo previdno pa zelo počasi. Mislim, da lahko rečem, da sem za to sezono se dosti nasmučil. Kar se pa bordanja tiče, pa tudi mislim, da sem dosti dosegel za začetnika. Naučil sem se drseti z bordom pa osnovnih zavojev. Opravil sem še zadnji spust s smučkami po zaprtem smučišču. V prvem delu sem se malo poigral smučam na otroškem poligonu, v drugem delu je bila vožnja kar precej dinamična. V tretjem delu, zadnjem delu sem pa nekako iskal še zadnje sledi snega. Vmes je bilo treba malo improvizirati, malo je bilo treba peš hoditi, tu pa tam malo skočiti iz snegeca na sneg. Pa tudi vmes sem se mogel po eni smučki peljati, ker je bilo pomanjkanje snega tako veliko, da je bilo prostora v bistvu samo za eno smučko. No, ampak kljub vsemu mi je nekako uspešno priti v dolino. Par risov na smučkah je bilo, ampak to je bilo pa tudi vseeno. Ja, v freestyle parku je bila vožnja tudi kar zabavna. Kljub pomanjkanju snega je bilo možno izvesti nekaj osnovnih skokov in voženj čez objekte. Vozil sem predvsem po objektih z ravno ploskvijo. Dobro, vmes so bili ti objekti malo prelomljeni, zviti in tako naprej, no. Imel sem tudi pomisleke glede salte nazaj na smučkah, ampak nekako zaradi pomanjkanja samozavesti, neustreznega snega, nepripravljenosti oziroma nepravilne pripravljenosti sem pol to tehniko rajši opustil. Na gimnastiki sem ponavljal že znane tehnike, naučil sem se stegnjeno salto v jamo, ki pa še ni povsem popolna. Poskušal sem narediti tudi korka, ki pa mi nekako ne gre, oziroma nimam tistega pravega občutka rotacije. Potem pa sem se poigral tudi z zračnico, uspelo mi je priti skozi tako, da miruje in tako, da se giblje. Uspelo mi je pa tudi na neki višini preskočiti. Ponovil sem premet naprej in salto, oziroma še vedno je to bolj dvojna salta naprej čez konja. Uspelo mi je narediti tudi rondat preko konja z vezavo salte nazaj. Ta tehnika še ni povsem utrjena, tako da še kar manjka neki, bom rekel, neki podlagi tukaj. Začel sem se tudi učiti tempo salto. Ta pravilni izvedbi omogoča vezavo večjih zaporednih salt. Najprej sem to tempo salto poskušal na trampolinu, kasneje sem jo prenesel na odbojni parter, ampak zaenkrat sem ostal samo pri vezavi ene salte. Uspelo pa mi je vezati tempo salto na air tracku. Pri plavanju sem počasi osvojil tehniko delfina, ki še zdaleč ni popolna, ampak je pa nek začetek. Pri žabici je bila odkrita napaka in sicer neusklajenost nog. Ugotovil sem, da eno koleno dvigujem više kot drugo in zato se v bistvu malo obračam po strani, ampak že odpravljamo tehnično težavo. V fitness vajah nič posebnega, delal sem vaje za moč, vaje z lastno težo, kardio treninge, nekatere crossfit vaje. Kar se borilnih veščin in vaj z lastno težo tiče, lahko rečem to, da se vedno najde kaj novega, kar mi ne gre, in lahko pol pač vadim pa treniram. Tako, to bi bilo nekako za ta mesec vse, pa se vidimo naslednji mesec. Pa grem še malo poskakati.
10 minut do konca. 10 minut do konca, to je vedno največji efekt. Takrat ti treba največ probati. Pa največ spodleti. Ne me gledaj, dobro. Rin, to ja. Dva tipa sta skupaj, pa ti se deneš rin, pa smeješ. Ok, ne bom se smejal. Ne bom se smejal. Malo je pederski. Enkrat, no, samo enkrat čajde. Malo je pederski, nije lijepo. Še naprej moraš držati. Ja! Daj. Ajde. Še za robom. To, za robom. Za robom je veliko praha. Dobro, daj. Ne. Drugač. Kaj sem hotel povedati? Preko konja sem šel, ja. Baletka, no, dej, baletka. Baletka. Stegeno salto s pokritimi ušesi. Tu sem se osnovnih zavojil, drsenja, tu pa tam mi še zdaj, pa daj se mi ne smej, no. Te igranja s smučkami, no drug del je bil tak bolj zabaven, adrenalinski del, kot ti kle delaš, tu ti rekel, da lahko piješ. Mu je ratel ali mu ni ratel, nisem videl. Hotel sem tudi vezati premet salto nazaj, sam nekako ni šlo, ne. Na koncu, ko sem se pa lotil punjave v jamo, ne, mi je pa že cajta zmanjkalo. Ampak še pa znam narediti dvojno sklonjeno salto, to je pa v redu. To je ful v redu, ja. Ja, to je dobro, pizda.